Lepo pozdravljeni. Takole, med cvetjem in zelenjem začenjamo tokratni belokranjski obzornik, v katerega smo strnili več zgodb. Začenjamo pa 70-letnico gimnazije Črnomelj. Pripravili so jo dijaki in profesorji, ki so na izviren način z besedo, pesmijo in igro predstavili zgodovino njihove šole, katere začetki segajo v leto 1944, ko so po sklepu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta meščansko šolo v Črnomlju spremenili v nižjo srednjo šolo z gimnazijskim programom, ki je v 7 desetletjih obstoja odprla vrata v svet številnim generacijam Belokranjcev. Gre za praznik mnogih generacij, ki so v tej dolgoletni zgodovini prestopile gimnazijski prag in upam, da jih bo v prihodnosti še mnogo. Veliko nekdanjih dijakov in profesorjev se je udeležilo slovesnosti. Med njimi pa so bili tudi dijaki prve generacije. Na gimnaziju so se pisala oktobra 1944. Profesori so bili partizani, super ljudje. V tej naši gimnaziji je bilo strašno lepo. Vsi smo se razumeli. Ko so bile razmere čisto drugačne kot danes, ko smo imeli od učnih pripomočkov en globus, pa eno leseno šestilo, leseno tako dolgo. Imeli pa so nekaj drugega, bolj pomembnega, pravijo. Videli smo v prihodnost, srečni, da smo vojno preživeli, da je zdaj svoboda in še nekaj zelo pomembno, če SNOS leta 1944 oktobra ne bi ustanovil popolne gimnazije, realne gimnazije, takrat mnogi belokranjski dijaki ne bi mogli študirati. Jaz sem bila prva, ki sem se od belokranjskih študentov vrnila, ko sem končala fakulteto na gimnaziju, ker kadra ni bilo. Nihče ni hotel pri Črnomelj, zaostalo, prometno odmaknjeno področje. Jeleničeva in Čopova pa sta več kot 30 let poučevali na črnomaljski gimnaziji. Takrat ni bilo teh pravil groznih, ki so danes. Pravic dijakov ni bilo, pa smo se nekako vseeno razumeli, mogoče ravno zaradi tega. Dijaki so bili pa tako srečni, oni so tako poslušali, njih je tako zanimalo, da jaz tega sreče ne moram opisati, kaj je pomenila gimnazija Belokranjcem. In zato, pravi Jeleničeva, sem srečna, da smo jo obdržali in da ima današnja mladina belokranjska tako dobre pogoje in možnosti. Res je, bili so vzponi in padci in marsikdaj je bilo potrebnega veliko napora, da se je šola obdržala, so zapisali v jubilejni številki šolskega časopisa Mozaik. A podobno je tudi danes, ko šolo obiskuje 287 dijakov, od tega 178 gimnazijcev, ki pa na šolskih tekmovanjih dokazujejo, da se lahko kosajo z dijaki iz večjih, tudi elitnih šol. Na maturi pa dosegajo nadpovprečno dobre rezultate. Na nivoju države pravzaprav se zdi, da ni prave vizije, kako ne bo zgrajena mreža srednjih šol. Saj šole na obrobju naše Slovenije dobimo le drobtinice in se moramo bolj kot veliki vedno znova dokazovati, pa čeprav smo odlični. Srednja šola Črnomelj pa je z gimnazijo in drugimi izobraževalnimi programi tudi pomemben člen življenja ožje in širše lokalne skupnosti. Ob zapiranju šole v Metliki pa je njihovo poslanstvo toliko pomembnejše, je v slavnostnem govoru dejala ravnateljica in ob glasnem ploskanju zbranih poudarila. Da Bela krajina mora imeti gimnazijo, ki daje belokranjski mladini možnost kvalitetnega izobraževanja, primerljivega za vsako slovensko gimnazijo. Naše poslanstvo je v današnjih kriznih časih še toliko pomembnejše, ne samo za belokranjsko mladino, ampak tudi za prihodnosti velikokrat prezrte regije. Glede na vizijo in odločenost kolektiva današnje srednje šole in gimnazije, verjamem, da se bo ta zgodba v Črnomlju in z njim v Beli krajini pisala še kar nekaj let tudi v prihodnje uspešno.
je na slovesnosti zagotovila predstavnica Ministrstva za šolstvo, ki je čestitala slavljenki, njenim dijakom in profesorjem. Vseh vaših uspehov in dosežkov je nemogoče našteti v nekem krajšem nagovoru. Lahko pa vaš največji uspeh strnem v en sam stavek. To so številne generacije izobraženih mladih ljudi. Z njimi puščate in ste pustili neizbrisno in trajno sled v svojem okolju. In tako bo tudi v prihodnje, so prepričani v črnomaljski srednji šoli, kjer upajo na še kakšen izobraževalni program in poudarjajo. Gimnazija Črnomelj in srednja šola Črnomelj je trdo živa Belokranjica in jaz verjamem, da bo tudi te težke čase preživela. Res je, da se soočajo z manjšim vpisom in letos najmanjšo generacijo devetletkarjev, vendar verjamejo, da bo že naslednje šolsko leto vpis v gimnazijo in druge programe boljši. Z njihovo jasno vizijo in dosedanjimi rezultati osveščajo belokranjske starše, da veliki centri niso to, kar oni obljubljajo, da vendarle manjše šole ponujamo in individualno obravnavo in delo z vsakim dijakom, ki se k nam vpiše. In nenazadnje njihovi nekdanji dijaki, mnogi so se udeležili slavnostne akademije, pričajo o tem, da jim je črnomaljska gimnazija dala odlično osnovo za nadaljnji študij. Čestitljivi dami gimnaziji Črnomelj seveda želimo še mnogo uspešnih let. Obzornik pa nadaljujemo z uspešno zaključenim projektom ultramaratonca Tonija Perušiča iz Butoraja pri Črnomlju. 28. marca je takole krenil na 1100 km dolgo pot ob slovenski meji. Po 15 dneh teka v snegu, dežju, vetru in soncu pa je zmagovalno sklenil tekaški objem Slovenije in v spremstvu belokranjskih tekačev, tudi črnomaljske županje, pritekel v Črnomelj, kjer so ga navdušeno pozdravili. Vidno ganjen je najprej objel člane svoje požrtvovalne spremljevalne ekipe, segel v roke sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in številnim, ki so ga prišli pozdraviti. V nebo so poleteli baloni in zazvenela je slovenska himna, s katero je Toni, velik domoljub, vsak dan začel in končal vsako od 15 etap teka. V bistvu bil najprej projekt, da bom to poklon Sloveniji, domovini, v kateri živim. Potem sem se odločil še, da sončku malo pomagamo, tako da čustveno je bilo kar, pred vsake himne, kar takole, no, kaj ne rečem. Čustveno in naporno. Najtežje je bilo takoj drug dan, ker se je nenapričakovan sneg čez gozd, ker nismo imeli spremljave, je bilo tega kar 10 km, 40 cm snega gaziti, tako da smo zaostajali po planu, ki smo se ga postavili. Pa tudi fizično nas je utrudilo. Težko je bilo tudi čez zasneženi, poledeneli Vršič. Noge, polne krvavih žuljev, so vedno bolj bolele. Nemogoče, sem že s solzami hodil čez Jesenice, ker sem mislil, da mogo nehati, ampak je stisnil zobe in o pomoči članov njegove spremljevalne ekipe nadaljeval in zmagal. Povsod so ga zelo lepo sprejeli in skoraj da ni bilo kilometra, da bi tekel sam. Ja, povsod sem imel v bistvu vse enega ali dva sotekača, kraje, kjer smo prihajali, nas je kar veliko kraj bilo presenečeno, nas je počakal župan ali podžupan ali pa kakšni tekači in je res pozitivna spremljava, pozitivni sprejemi, ki so mi dali dodatne energije. Bodrili pa so ga tudi njegovi butorajci, ki so se mu večkrat pridružili na poti. Prihajali so neprenapovedano, tako da vsakeč, ko sem katerega domačina naknadno srečal, ko so prišli malo te zraven, povem, da čustveno sem kar vsakeč solze potekle od navdušenja. In bolj, ko se je približeval rodni Beli krajini, več energije je imel, pravi Toni. Vsak kraj, vsaka vas, kjer smo šli, je nekdo čakal, se je priključil.
veliko tekačev iz Bele krajine so že v Novi Mesti zjutraj prišli. In tako so skupaj premagali zadnjo etapo od Novega Mesta do Črnomlja, kjer je Toni tudi začel svoj tek za Slovenijo, za svojih 15 let ultramaratonskih tekov in za Zvezo Sonček. S pomočjo SMS sporočil so v času njegovega teka zbrali 1700 evrov, ki jih bo zveza namenila za plačilo počitnic za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo. Hotel sem zdržati, ne glede koliko časa bom na progi dnevno. In je vzdržal, na koncu celo zaplesal ter skupaj z novimi potepuhi zapel butorajsko himno. Besede prve govoril, srečna za otroška leta, na Butoraju sem užil. Seveda Toniju Perušiču čestitamo tudi mi za njegov podvig. Obzornik pa nadaljujemo s popolnoma drugačno temo. Dobra 2 meseca sta minila, odkar je na pobudo poslanke Violete Tomić o podpori vseh 3 belokranjskih občin stekel projekt, v katerem so Belokranjcem predstavili možnost pridelave in prodaje vsestransko uporabne industrijske konoplje. V vseh 3 občinskih središčih je več kot 240 ljudi prisluhnilo poznavalcem, ki so jim predstavili možnost zaslužka s pridelavo vedno bolj iskane industrijske konoplje. Okrog 50 jih je prepoznalo priložnost. Stopili so skupaj in ustanovili Društvo za industrijske rastline Bele krajine ter izvolili 7-članski upravni odbor, v katerem sta tudi pobudnika društva Violeta Tomić in Gorazd Marinček. Za predsednika pa so soglasno izvolili Boštjana Kočevarja, ki že nekaj let orje ledino in se ukvarja z industrijsko konopljo. Kar se interesa tiče, je mi prikrade nasmešek na obraz, interes. Zdaj bomo pa videli, ker večina teh interesentov sem prepričan, da bo letos malo tipala, da to je probno leto, ampak največji rezultat se bo pa videl šele drugo leto, ko bojo res ostali samo oni, ki se mislijo resno posvetiti pridelavi lana oziroma konoplje. Zaenkrat imamo 19 hektarjev evidentiranih, ki naj bi se sejali. Mislimo, da bo tega kar precej več. Mnogi so že naročili seme, odločeni, da še letos posejajo konopljo. Člani društva bodo dobili seme 10% ceneje, organizirali bomo tudi prevoz in tudi odvoz pridelkov, tako da mislim, da bo jim olajšalo in lažje je, če stopiš skupaj. Cilj društva je namreč pomagati članom od nakupa semena, certifikatov, pomoči, svetovanja, sejanja, predelovanja do odkupa, skratka od začetka procesa do konca. Ker nam je v interesu, da to zaživi. Industrijska konoplja in lan, ki sta nekdaj že rasla na belokranjskih njivah, lahko Belokranjcem zagotovita dober zaslužek. V nadaljevanju pa tudi delovna mesta, je prepričan Kočevar. In zakaj so društvo poimenovali Društvo za industrijske rastline Bele krajine? Zaradi tega, ker je v vseh evropskih standardih se kot dvojčka omenjata lan in konoplja. Lan in industrijska konoplja. No in lan je morda še bolj, torej Bela krajina še morda je bolj znana po lanu kot po industrijski konoplji. Zato smo rekli za industrijske rastline. Zaenkrat se bodo lotili pridelave industrijske konoplje, za katero je veliko povpraševanje in je prodaja zagotovljena. V nadaljevanju, morda kmalu, pa bo na belokranjskih njivah tudi več lanu. Mi bomo seveda zgodbo spremljali še naprej. Sedaj pa vas vodimo v Rim pri Adlešičih. Na tamkajšnji domačiji Razstresen je namreč že 13. leto zapored potekalo ocenjevanje sadnih sokov, žganj in likerjev. Letos so sicer oceno prejeli veliko manj vzorcev kot lani, saj je strokovna komisija ocenila le 30 vzorcev žganj in likerjev in 24 vzorcev sokov. Več kot polovica jih je bilo z Goričkega. No res, da je bilo nekoliko več vzorcev iz Goričkega.
Bi rekel, mogoče manj iz Bele krajine, ker so že v prejšnjih letih nekateri vzorci dajali, so tudi že se sprobali na tem ocenjevanju. Pa to najbrž ni edini razlog. V bistvu en trend v sadjarstvu je tudi to, da se je število nasadov v zadnjih 20 letih bistveno zmanjšalo. Tako da intenzivnih nasadov je zelo malo še. Iz travniških nasadov pa bi rekel, še ni tiste oskrbe, tistega dela, s katerega bi lahko pridelali več sadja. Na Goričkem pa je drugače. Vedno več je sadjarjev, ki za trg pridelujejo vedno več sadja, sokov, žganj in likerjev, so nam povedali tamkajšnji sadjarji, ki so se udeležili zaključka ocenjevanja v Rimu. Na naši kmetiji imamo kar lepo število sokov v proizvodnji. Dejansko se ukvarjam s tem že nekako, bi rekel, skoraj 13-14 let, tako da smo razširili proizvodnjo. Na začetku je bilo težko, pravi Đerđek, sedaj pa njihova družina živi od sadjarstva in predvsem prodaje sokov. Na splošno ljudje začenjajo bolj iskati naravne te domače sokove in sem prav presenečen, tudi v letošnjem letu se je prodaja zelo lepo obnesla že. Pomembna pa je kakovost sokov in prisotnost na trgu, dodaja Đerđek, ki je na tokratnem ocenjevanju prejel več zlatih priznanj za njihove sokove. Najvišjo oceno, vseh 20 točk, pa je strokovna komisija namenila njihovemu soku iz jabolk in višenj. Sicer pa so bili odlične kakovosti tudi sokovi drugih sadjarjev, o čemer priča 14 zlatih in 8 srebrnih priznanj. Kar je bilo letos pohvaljeno, je bilo tudi nekaj novih sokov, mešanic jabolčnih, pa višnje, jabolčnih pa pese, tudi aronija in malina. Mogoče so nekateri sokovi bili nekoliko sladki, v tem primeru se je manj čutila tista aroma in kislina in niso tako pitni, kot bi bili lahko. Velik napredek je ocenjevalna komisija zaznala tudi pri sadnih žganjih in likerjih. Oceno so prejeli 30 vzorcev zelo različnih sadnih žganj in likerjev. Najvišji oceni sta prejela Viljamovka Antona Brule z Talčjega Vrha in Kutinov liker Blaža Kočevarja iz Semiča, ki se že 25 let ukvarja s kutinami. Sedaj pa se, kot pravi, počasi poslavlja od te dejavnosti. In zato bi z veseljem ponudil svoje izkušnje in znanje v zvezi z gojenjem kutine tudi nekomu, ki bi bil za to zainteresiran. Kutinov liker se da prodati, pravi Kočevar. Se ljudje kar vračajo, ko kupijo kakšen litrček, tako da se mi zdi, da taka oblika žganih pijač bi pa šle, medtem pa z močnimi žganimi pijačami, pa ne vem, če bomo kaj posebej v Beli krajini uspevali. Anton Brula se že 8 let ukvarja s pridelavo Viljamovke. Predlansko leto sem tudi dobil zlato, lansko leto nisem ocenjeval, da leto se pa zopet zlato. Tako sem vesel za ta uspeh. Vendar, tako kot večina belokranjskih sadjarjev, pravi: Bom rekel, bolj za domače potrebe, ker se ne sme nas povedati, da imaš tudi kaj za prodati, znate, to so taki časi. Kot kaže, se veliko bolje v teh časih znajdejo gorički sadjarji, ki že nekaj let na trgu nastopajo pod skupno blagovno znamko Goričko. V Beli krajini je še niso uspeli razviti. Društvo je samo eden tisti, ki lahko nekaj naredi. Tu je še več drugih strokovnih služb tudi in na koncu vsi skupaj moramo na tem delati, kajti na ta način bomo bili učinkoviti lahko. Dela je pa ogromno za vse. Sicer pa smo na tokratnem ocenjevanju opazili tudi nekaj zelo zanimivih žganj. Dejan Grobačevič iz Črnomlja je oceno prinesel ananasovo žganje. Malo ideje, malo razmišljanja, kaj bi bilo možno, bom rekel, iz kakšnega sadja, da bi ratalo, pa smo riskirali in šli v to in je ratalo. Ananasa seveda niso pridelali sami, kupili so ga. Ja, skoraj 80 kg. Da smo dobili vsaj en kotel, da smo lahko to naredili. Je pa količina bila zelo majhna, 3 litre, slabe 3 litre.
Marko Koščak z Goričkega, ki se ukvarja s pridelavo industrijske konoplje, pa je letos prvič pridelal tudi konopljin liker in žganje, ki spremlja razne prireditve, razne zabave, razne promocije, razne takšne zadeve in se uporablja trenutno kot atraktivna pijača. Mogoče kot zanimivost, je pa pravzaprav, ne bomo rekli neko čudežno zdravilo ali čudežni napitek, ampak mogoče popestritev pri vsemu temu. Tisto vprašanje, ima THC ali ne? Absolutno ga ima, vendar ga ima malo. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa vas vodimo še v Metliko, kjer so na Vusemski ponedeljek zavirali kolo. Gre za prastari metliški običaj, ki so ga člani tamkajšnje folklorne skupine Ivan Navratil obudili pred 24 leti. Igraj, ko se ne postavaj, igraj, kolo ne postavaj, igraj, kolo ne postavaj. Tako se začenja staro metliško obredje, ki ga ohranjajo in na Vusemski ponedeljek predstavljajo metliški folklorniki. Velja za najstarejši splet plesov, pesmi in iger na Slovenskem, ki se plešejo brez glasbene spremljave. Od leta 2013 je obredje vpisano v slovenski register žive kulturne dediščine. Že prvi zapisi o tem obstajajo iz leta 1888. Ivan Navratil je že o tem pisal v Ljubljanskem zvonu. Po drugi svetovni vojni je bilo izvajanje obredja na velikonočni ponedeljek prepovedano. Zahvaljujoč metliškim folkloristom pa je običaj oživel, postal tradicionalen in znova priljubljen med ljudmi. Ja, od začetka je to malo ene vrste presenečenje, zdaj pa to že ponovno običaj rato, tako kot je bil včasih. To je tradicija, to je zmera. Mi smo še to zaveli, ker smo bili mladi. Danes sem šla pa samo v kolo plesati in ja mislim, da sem edina, ki imam oba kolka in oba kolena zamenjana in da sem lahko plesala. Zelo pohvalno. Moje 3 vnukice plešajo, zato smo vsako leto prisotni tukaj. Ljudje se zmeraj odzovejo, ne glede na vremenske razmere. Danes nas sicer malce prepihalo, kar hladno je, ampak vzdušje je kar dobro. Ne glede na vremenske razmere, sneg ali dež, Navratilovci že 24 let zavirajo kolo. Lani je tle tekel potok, 20 cm vode, pa smo vseeno ga zavirali. Letos pa je strupeno mrzlo pihalo, a je plesalcem uspelo pregnati snežno nevihto. Mi zbiramo fantiče, vsake superke družine. Pojdi, ljubji sin, skoraj nas zdaj pridi, suha hruška zacvete, oddaj nas zdaj pridi. S Bogom, sem vernim slugom, ker ste nam dali, takoj ne znam. Metliško obredje je sestavljeno iz več različnih kol in iger. Petelinji boj pa še posebej navduši občinstvo. Že 3. leto zapored so se Navratilovcem pri zaviranju kola pridružili tudi člani njihove otroške folklorne skupine, ki so porok, da se bo metliško ljudsko izročilo zagotovo ohranilo. Prireditev, ki se je začela s nastopom metliške mestne godbe, so letos popestrili še člani folklorne skupine Dragatuš. Vsako leto imamo nekako tradicijo, da tle eno okoljno skupino povabimo iz teh naših bližnjih krajev, blizu tudi iz Hrvaške. Smo malo rekli, da naj pridejo na gostovanje v Evropsko unijo. Letos so pač prišli Dragatuščani na obisk
da predstavijo te svoje pražne noše. Noše, kakršne so Belokranjci nosili pred 100 leti, in tudi plese, ki so jih takrat plesali. Bomo prikazali te, bi rekel, srednjo Belo krajino, te nove splete, nove plese, ki smo jih zadnje 2 leta predstavili, se pravi na placu, ki bo prav pasalo v to okolje, in pa Migačo, ki bo malo na koncu popestrila in razvedrila vse ljudi. Celotni običaj zaviranja kola pa so sklenili s plesom in druženjem vseh, ki so se na vuzemski ponedeljek zbrali na Metliškem placu. Še prej pa so navratilovci v kolo zajeli občinstvo, ki se je po tradiciji moralo odkupiti z denarjem, ki so ga metliški folkloristi s pridom uporabili, saj so si velikonočni ponedeljek izbrali za dan njihove folklorne skupine, ki je vsako leto številčnejša. Letos pa jih čaka še veliko nastopov, tudi v tujini. Trenutno še čakamo potrditev gostovanja v Rusiji, Sankt Petersburg, tam v okolici, upamo, da nam bo še to ratalo v sredini junija izpeljati, tako da imamo pa dobesedno skoraj vse vikende zapolnjene, vse to neko zdaj april, maj, juni. Ni čudnega. V Metliki se letos obeta veliko prireditev. Ja, letos je Dularjevo leto, potem obletnica prve čitalnice na Dolenjskem, da ne govorimo o 650 let potrditve mestnih pravic, tako da letos bo zelo pestro leto v Metliki. Glede na to, da so v Novem mestu že začeli z obeleževanjem 650-letnice njihovih mestnih pravic, nas je seveda zanimalo, kakšen bo program v Metliki. Ja, razlika med nami pa Novomeščani je, ker pred 650 leti je bilo Novo mesto res prvič dobilo mestne pravice. Metlika je pa takrat dobila potrditev mestnih pravic, ki jih je dobila že prej, nekje med letom 1319 in 1423. In ko bojo zgodovinarji izbrskali tisto pravo letnico, potem bomo tudi mi lahko praznovali svoje mestne pravice. Veselega srca, vzdušnega kraja z Metlike doma, pa bomo šli na hriček, zapeli pesmico, na čast vojnemu skladniku. Toliko v tokratnem Belokranjskem obzorniku. Uživajte v pomladi in srečno!